Ginko je en primer vrste, kako je narava res trdoživa. Praktično je izumrl že tam pred 270 milijoni let, ko se je pojavil, recimo, in je v obdobju dinozavrov praktično drevesa so izumrla, kot so dinozauri. Kljub temu je pa nekaj teh dreves ostalo in te so v samostanskih tibetanskih vrtovih ohranili in jih potem gojili in od tam se je potem ginko razširil po Evropi. Podobna zgodba se je zgodila, ko je padla 6. avgusta bomba na Hirošimo. Drevesa so popolnoma bila zažgana, videti so bila umrla, ampak kljub temu so čez leto drevesa oživela in ginko je bil tisti, ki je bil najbližji atomskemu udaru, praktično v radiju 1 kilometra, in ginko je zopet oživel. V bistvu je to zgodba o zelo trdoživosti narave, ki pa, bom rekel, z stališča človeka ni dobro, da je tako preizkuša, kot se je preizkušal v Hirošimi. Morali bi se naučiti, da pač takih dogodkov ne delamo več in zato je ginko in tako simbolno drevo miru, pa še kar nekaj drugih dreves in mi smo ta drevesa dobili v obliki semen leta 2012 iz Japonske. Profesor Shinji Uja je bil tisti na pobudo profesorja Pejovnika in profesor Malejeve, da bi se tudi Slovenija vključila v to akcijo, bom rekel, zasajanja dreves Hirošime, ki nosijo simbol miru.